Pri plutokraciji si bomo na začetku pogledali izraz, to se pravi, plutokracija sestavljena iz dveh izrazov. Pluto kot iz besede Pluton. Kaj Pluton kaže? Naprimer v astrologiji. Pluton je naravnost posesiven, ker je to prvi del besede, tako glede odnosov kot denarja. Po grški mitologiji pa je ugrabil mlado Persefono, njeni materi Demetri, in jo prisilil, da živi v podzemlju. Obe sta sklenili dogovor s Plutonom, ki je deklico, se pravi hči, izpustil njeni materi le za pol leta, spomladi in poleti. Nato pa je Persefono ponovno držal v ujetništvo za čas jeseni in čas zime. Zdaj prihajamo v ta čas. Pluton kaže podle strani, kaj vse je človek sposoben narediti, da dobi ali obdrži, kar želi. Tako kot zgodba o Plutonu in Persefoni se pogosto učimo, da se stvari lahko tudi ohladijo ali popolnoma umrejo, če se preveč oklepamo podlosti. Druga beseda je pa kracija. Kracija je samostalnik in v grškem izvoru pomeni vlado, vladati. Kot recimo v aristokraciji, demokraciji, teokraciji in v drugih podobnih izrazih se tudi tvornik besede s predhodnim samoglasnikom na o ukvarja kot v mobokraciji ali birokraciji. Pa si poglejmo, kaj še beseda Pluton naprej pomeni. V mitologiji, prej smo ga pogledali astrološki vidik, zdaj pa poglejmo mitološko. Kaj pravzaprav ta zadeva je? Pluton v mitologiji je Had, starodavni bog smrti, prisoten v grški in v rimski mitologiji. Se pravi, nobene razlike ni. V obeh primerih je to bog smrti. Ker so se grški in rimski mitološki sistemi prepletali, so se njihova božanstva pogosto med seboj identificirala, pomešana s številnimi specifičnimi lokalnimi verovanji in celo starejšimi kulti. Čeprav Had in Pluton nimata popolnoma enakega lika, dejansko predstavljata isto mitsko figuro. Evo, na levi strani vidite svetišče, kjer je Had oziroma Pluton, bog smrti. Na desni strani pa vidite gromozansko vatikansko nebo ali podstavek, kjer naj bi ta kip bil včasih noter, ampak so ga odstranili in je ostalo to prazno. Se vidite, da niti približno ni proporcionalno. Če pogledate na levi strani človeka proti kipu ali pa na desni strani ljudi v cerkvi svetega Petra v Rimu, tudi vidite to neskončno razliko v disproporcu. Ampak to so spraznili zato, da se pač zadeva skrije. Tako pa častijo v bistvu ta sedež. Tukaj noter se potem namesto tega kipa boga smrti postavi papež. In tako to je. Upam, da vas ne bo preveč strah. To je kot predstavnik smrti, je tudi predstavnik obilja in bogastva. In pravzaprav upravlja s posmrtnim življenjem in naj bi bil seveda usmiljen do dobrih ljudi. Ljudje niso ravno častili boga smrti, vendar so ga spoštovali, bil je strog in bil je pravičen bog ta Had. Prav tako je vladal bogatstvo zemlje, kot so dragoceni minerali, smo rekli, zemeljskim slojem, potrebnimi za dobroletino, to tudi druženje s tem neizmernim bogatstvom in obiljem. Ker pa je bogatstvo vedno povezano z močjo, pride človek tukaj tudi do seveda raznih skušnjav. In tukaj boste videli, kako simbolika te ljudi, ki častijo Plutona, boga smrti, tudi povezuje v vojnah. Tukaj imate zdaj na levi strani znak papeževe mitre, oziroma samo on nosi to tako imenovano, recimo v sodobnem jeziku to kravato s tem križem, ampak ti križi vidite 1870, 1914, 1939. Poglejte, skozi ista oblika
s tem, da so notranji znaki malo drugačni. Prva svetovna vojna, druga svetovna vojna in pa seveda še bistveno prej se je to dogajalo. V glavnem, glejte, mene je pretreslo, ko sem to študiral, ker dodobra sem mislil, da poznam, ampak sem zaplaval malo globlje in sem pogledal tudi malo po drugih cerkvah. In ta stik med papežem in mrtvim papežem, ki ga zdajle vidite, je zgled čaščenja trupel, čaščenja lobanj in kosti v rimsko-katoliški cerkvi. Da je temu tako, vam bom pokazal zdajle par primerov iz različnih cerkva, meniških in drugih cerkva, pa v glavnem so to kapucinske frančiškanske cerkve. Evo, tako izgledajo njihove kleti, kjer so noter spravljene v katakombah, to so mrtvi menihi in to so patri v Italiji. Evo, tako kapucinska katakomba tudi v Italiji. Čiščenje mrtvih je sicer, gledajte, neverjetno, cerkvene katakombe mrtvih, ki jih hranijo kot posmrtne ostanke. To so posmrtni ostanki otrok, katakombe otrok na Siciliji v Italiji. Tukaj vidite Patra Pija, katakomba svetega Patra Pija, ki ga častijo kot mrtvega svetnika. Okej. Toliko zdaj o tej razlagi same besede, malo v globino, da boste vedeli, kaj pravzaprav pomeni plutokracija. Iz kakšnih besed je sestavljena in kakšno je zgodovinsko ozadje in kaj je to skozi zgodovino, ko čas, ki smo ga zdaj združili v teh 25 minutah, ko se ta čas združi in tako v sliki pove, par tisoč let skupaj, človek dobi eno sliko, kaj pravzaprav to je. Ampak zadeva ne ostane samo tukaj. Poglejmo naprej, ker bo tudi to nocojšnja tema, poglejmo naprej, kam se to seže. Ker cerkev časti tudi svetnike, to so seveda vsi mrtvi, nekdaj ljudje, zdaj pa svetniki, ker za Boga je dosti malo prostora v cerkvi. V glavnem vsak dan v letu zavzame en svetnik, en pokojen imenik. In poglejmo si, gledajte, sveti Janez Kapistran. On je zavetnik sodnikov in tukaj vidite njegovo lobanjo. Velja za zavetnika vojaških kaplanov, Janez Kapistran, za zavetnika sodnikov, zapomnite si to, pravnikov, odvetnikov, in pa Janez Kapistran je tudi zavetnik Beograda, to je zanimivo. Povejmo malo o svetem Janezu Kapistranu. Na univerzi v Perugiji je študiral pravo in dobil prvo službo na dvornem sodišču v Neaplju. Kasneje je postal sodnik v Perugiji in župan domačega mesta, dokler ni vstopil v frančiškanski samostan. Leta 1417 je napravil prve cerkvene obljube in papež Martin V. mu je že leta 1418, se pravi leto kasneje, dovolil prejeti mašniško posvečenje. In zdaj pa je ta ključna beseda, Janeza Kapistrana je takrat imenoval za inkvizitorja zoper krivoverske voditelje. Se pravi, Janez Kapistran, ki je zavetnik sodnikov, je inkvizitor zoper krivoverske voditelje. Za krivoverca se da pa obsoditi prav vsakega ali vsako osebo. Imejte to nocoj še pred očmi. Dalje, ker je to zavetnik sodnikov, se je od tistega časa naprej, od 14. stoletja naprej, začela razvijati tako imenovana rdeča maša. Marsikdo, verjamem od vas, da za to še ni slišal, da za to niti ne ve, ampak glejte, odvetniki, sodniki, notarji, pravniki, državni uslužbenci se vsak let zberejo in imajo to rdečo mašo. Rdeča maša za vrhovno sodišče
v cerkvi svetega Mateja Apostola v Washingtonu, DC, kjer vidite zdaj tale Red Mass, ne, in tega škofa, za združenje Bar, ki jo je vodil kardinal Theodore McCarrick. Tako pa izgledajo potem sodni udeleženci, to je bilo v času korone, ne, pri sveti maši so sodniki. In takole vam kar povem, da sodišče je pravni ščit bogatih, nevernih, nepoštenih, korektnih ljudi, ampak predvsem bogatih. Tukaj vam bom povedal malček o zgodovini te rdeče maše. Gre za civilni odvetniški ceh Thomas Mora iz Toronta in, kot smo rekli, sega v 13. stoletje z uvedbo rdeče maše. Že leta 1245 je v pariški katedrali potekala maša, s katero so priklicali vodstvo Svetega Duha na sodnike cerkvenih sodišč. Se pravi, to je bila najprej maša ne za civilne, ampak za cerkvene sodnike. Prva liturgija je bila obhajana v čas svetega Janeza Kapistrana, zavetnika odvetnikov, notarjev in sodnikov, kot smo rekli. Pa bi si zdaj kdo rekel, aha, saj to se okrog po svetu dogaja. Ni res, ni res. Slovenija je tle, glejte, kako vključena. Rdečo mašo za pravnike in študenta prava, pri kateri bomo prosili Svetega Duha za pomoč in razsvetljenje pri delu in študiju. Seveda nadškof Stane Zore in to je bilo leta 2014, ne vem, če je bil še takrat, ampak zdaj pa seveda to gre zgodba naprej. Vidite, to je pa bilo nedavno, v torek 11. oktobra 2022 je novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor dr. Andrej Saje, ob 18:30 v ljubljanski stolnici daroval sveto mašo za pravnike, pazite, in za vse javne uslužbence v zakonodajni, izvršilni ter sodni veji oblasti, tako imenovano rdečo mašo. Si lahko predstavljate, kakšno oblast ima cerkev nad civilno družbo? Jaz mislim, da 7. člen Ustave tukaj vam niti ne rabim prebirati, če pa želite, vam ga pa preberem. Ampak mislim, da je vsem jasno, o čem govorim. Glede na to, kar smo povedali o cerkvi, o tem, kar smo povedali, en kratek filmček, 3-minuten zavrtel, da boste videli, da ni to nekaj, kar sem si jaz zmislil. Sem iz tega stroka, bil sem 16 let v samostanu, verjemite mi, da vem, o čem govorim, ampak nisem edini, ki to vem. Zato vam bom tukaj ta 3-minuten video zavrtel. Is the origin of the Roman Catholic Church? We're going to answer that question. The Roman Catholic Church contends that its origin is the death, resurrection, and ascension of Jesus Christ in approximately AD 30. The Catholic Church proclaims itself to be the church that Jesus Christ died for, the church that was established and built by the apostles. Is that the true origin of the Catholic Church? On the contrary. Even a brief reading reveals that the Catholic Church does not have its origin in the teachings of Jesus. In the New Testament, there is no mention of the papacy, worship or adoration of Mary, praying to saints, apostolic succession, the ordinances of the church functioning as sacraments, infant baptism, confession of a sin to a priest, purgatory, indulgences, or the equal authority of church tradition and scripture. If the origin of the Catholic Church is not in the teachings of Jesus and his apostles, then what is its true origin? For the first 280 years of Christian history, Christianity was banned by the Roman Empire, and Christians were terribly persecuted. This changed when Roman Emperor Constantine converted and provided religious toleration with the Edict of Milan, lifting the ban on Christianity. Constantine envisioned Christianity as a religion that could unite the Roman Empire. However, the results were anything but positive. The Christian church that Constantine and his successors promoted became a mixture of true Christianity and Roman paganism. Here are some examples.
Most Roman Catholic beliefs and practices regarding Mary are completely absent from the Bible. Interestingly, the first hints of Catholic Mariology resemble Isis worship. The Lord's Supper being a conception of the literal body and blood of Jesus is not taught in the Bible. Roman Catholicism has saints one can pray to in order to gain a particular blessing. Nowhere is even a hint of this taught in Scripture. The idea that the Roman bishop is the vicar of Christ, the supreme leader of the Christian church, is utterly foreign to the Word of God. The supremacy of the Roman bishop, the papacy, was created with the support of Roman emperors. Eventually, the popes took on the title that had previously belonged to the Roman emperors, Pontifex Maximus. Many more examples could be given. Recognizing that many of its beliefs and practices are utterly foreign to Scripture, the Catholic Church is forced to deny the authority and sufficiency of Scripture. The origin of the Catholic Church is the tragic compromise of Christianity with the pagan religions that surrounded it. By blurring the differences and erasing the distinctions, the Catholic Church became the supreme religion in the Roman world for centuries. However, it also saw the most dominant form of Christianity apostatizing from the true gospel of Jesus Christ and the true proclamation of God's word. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. That answers the question, what is the origin of the Roman Catholic Church? Research this question further on our website. Torej, tragična povezava vseh teh idolatrij z Svetim pismom in poganstva je pač naredila, kar je naredila. In poglejte, jaz sem prvič videl tale stol papežev, ki je sestavljen iz samih mečev. Torej, prestol je sestavljen iz vseh mečev sveta, ki so predani trenutnemu papežu in spominja na vladarja sveta. To so vsi meči, ki so pobili, kar so pobiti imeli, premagali vse, kar so premagati mogli in so poklonjeni papežu. Iz njih je narejen prestol vladarja tega sveta. Da vam približam, da boste videli, na kakšnem prestolu sedi papež. Mi smo tle se malo pogovarjali razne stvari, pa med drugim sem tudi povedal, glede na to, ko so me vprašali, kaj s temi mrtvimi ljudmi v cerkvah, pa v teh katakombah, pa to, a ne? Sem jim povedal, da v vsakem oltarju, na katerem se sveta maša daruje, da sploh duhovnik ne sme maševati pri oltarju, v katerem ni posmrtnih ostankov noter ugrajeni. To se pravi, če je to miza, tista mašna miza, če si predstavljate, pa je gor prt, pa so čudovite rožice, križ, sveče, mašna knjiga, ampak pod prtom je ena odprtina, ki je sicer zaprta nazaj s kamnom, ampak v tisti odprtini, ki jo seveda pol zaprejo, noter so posmrtni ostanki, naj bi bili tistega svetnika, kateremu je pač ta cerkev posvečena. Tako da dejansko gre za žrtvenik, gre za oltar mrtvih in darovanje mrtvih. Toliko, no, toliko sem rekel, da še z vami podelim, ker je zanimiva informacija, ka marsikdo tega sploh ne ve. Imeli smo kratek premor, zdaj imamo pa, gledajte, zanimivo, to je, gledajte, plutokracija. Pluton, njegov pomen, astrološki, mitični pomen, potem v praksi ste zdaj videli, kako to izgleda. Ampak kako ta plutokracija, najprej, kaj zdaj to pomeni v tem našem nocojšnjem pomenu, bomo pogledali strokovni izraz, kaj pomeni in kako se ta plutokracija uresničuje, da pride do takega enormnega bogatstva, kot ga ima Rimokatoliška cerkev in pa seveda tudi drugi, ki so vključeni zraven. Se ni edina, ona so najbolj bogati, ampak so tudi drugi na ta račun. Te magije, te nepoštenosti, teh skritih stvari, ko ljudi začarajo v imenu dobrega, v ozadju se dogajajo pa grozovite stvari, psihološki pritiski, strah pred večnim ognjem, strah pred grehom in ljudje seveda na smrtni posteli podarijo cela bogatstva na podlagi te psihološke finte.
To se pravi, tako kot sem rekel, za uvod si bomo pogledali izraz plutokracija in mobokracija, preko katere plutokracija torej vlada. Sam sekundo, da se jaz tle naštimam. Ok, mislim, da bo. V redu, kaj je plutokracija? Plutokracija je neformalni vpliv bogatih na demokratično izvoljene vlade, katerim vladajo ali nadzorujejo bogati posamezniki. Ta stavek je tako bogat, da jaz sem rekel, bom govoril samo o plutokraciji, ampak če bi jaz vam začel s tem stavkom, glejte, plutokracija je neformalni vpliv bogatih na demokratično izvoljene vlade, katerim vladajo ali nadzorujejo bogati posamezniki, bi vi pač to tako razumeli. Zdaj pa v prvi besedi pluto in kracija vidite globino vsega, kar je zajeto, vse prevare, vso globino, vso magijo, vse, kar je bilo možno, na en zelo površen, hiter pregled, presek, tako da imate vsaj en majhen občutek. In za to plutokracijo ne veljajo nobeni zakoni. Morda ste slišali, zdaj je bil G20, so imeli en posvet, kjer so se pogovarjali spet, kako bodo ukrepe delali, pa kako bodo spet te QR kode uvajali, ne vem. To so v bistvu ta G20 neformalna srečanja teh bogatih ljudi, ki imajo pač ta vpliv. Teh ljudi nihče ni izvolil, teh ljudi noben ni postavil, oni se kar sami dobivajo, se med sabo zmenjajo in potem v vsaki državi to poenoteno implementirajo. Številne zgodovinske vlade so bile plutokratične, plutokracije, ki jih je nadzoroval elitni razred bogatih ljudi. Bogastvo so si pa dobili na način, kot sem vam zdajle nekako opisal. Drug način boste danes vedeli tudi, kako so banke postale takšne, kot so, z kakšnimi triki, s prevaro preko prevarane demokracije, ampak to sta zdaj dve stvari, ki sta se združili, ta cerkvena in civilna. Nekatere sodobne vlade, veste, pa so bile že obtožene, da vladajo plutokratično, vključno z vlado Združenih držav Amerike. Še enkrat ponovim, izraz plutokracija izvira iz grških besed plutos, pluto in bogastvo, ali pa kratija, ki pomeni vladar, se pravi vladam z bogastvom. Številni narodi so na neki točki doživeli stanje plutokracije, ker bogastvo pogosto prihaja z ogromno močjo, zlasti v fazi oblikovanja nove države. To je to, kar lahko povem, izraz se običajno uporablja pežorativno, kar pomeni v negativni konotaciji, ker implicira zatiranje demokratične svobode in splošne družbene mobilnosti. To je bil pa zdaj tako imenovane predsedniške volitve 22 v Sloveniji, se točno ve, kljub vsem očitkom preko medijev, kaj vse gospa predsednica ima, kakšne lovke ima, katera firma ima, ki ima naložena sredstva, vse to, Za njih zakon ne velja, glejte. Te volitve so itak nedemokratične, neustavne, neveljavne, vam povem, nekvalificirane. Ti ljudje niso kvalificirani za demokracijo, ampak so prevaranti v naši slovenski družbi. Tako, mobokracija. Poglejte, kako je človek zmešan, to deklico tukaj ob računalniku, milijon stvari jo doleti naenkrat in ne ve, kaj bi naredila. A veste, beseda mobokracija, mobo, izhaja tudi iz besede mobbing. Enkrat smo že o mobbingu govorili, morda bom pa enkrat samo o mobbingu naredil eno predavanje, psihološki teror v službi, psihološko nasilje, preobremenitve v službi, potem recimo dajanje nekih nalog in dela, za katere tisti, ki daje, ve, da jih delavec ne bo zmogel, ker nima kapacitet, nima sposobnosti, nima niti delovnega
delovnega okolja, da bi lahko izpeljal stvari. Človek, ki je pa v obličju delavca, se pa bori za to, da bi to naredil, izgoreva, dela preko ur, dela tako, da zapostavlja družino in tako naprej. Skratka, zelo težka situacija. In da bi bolje razumeli, kaj je mobokracija, moramo pa seveda zdaj ob tem še najprej definirati demokracijo. Pa poglejmo, kakšna je razlika. To se pravi, razlika med demokracijo in mobokracijo. Demokracija in mobokracija sta dva pojma, ki jo je treba res razumeti. Različno, če gre za njune koncepte in za metodologijo. Ena glavnih razlik med demokracijo in mobokracijo je ta, da v demokraciji vladajo ljudje, v mobokraciji pa vlada mafija. Prav? V mobokraciji vlada mafija in kapital. Demokracija je sistem vladanja celotnega prebivalstva, običajno prek izvoljenih predstavnikov. Vi tako razumete, jaz tako razumem, tako nam je predstavljeno. Najprej smo imeli, ne vem, 12 kandidatov, potem 10, potem 8, pol 7, a ne, na koncu sta bila 2. Oba sta bila iz političnih strank, čeprav so predsedniške volitve po ustavi volitve izmed ljudi, ampak navadni ljudje tle zraven ne moremo priti. Z drugimi besedami, v demokraciji imajo ljudje edino moč in pravico, da volijo svoje predstavnike v demokratično obliko vlade. Svoje predstavnike iz ljudi, izmed ljudi, ne izmed političnih strank, ker politične stranke itak že so, ne izmed nekdanjih ministrov ali pa, ne vem, varuhov, zagovornikov osebnih podatkov in tako naprej. Neumnost čez neumnost. Po drugi strani, se pravi, to je demokracija. Po drugi strani je pa mobokracija oblika vlade, v kateri ljudje nimajo moči, da bi izvolili svoje predstavnike, saj v državi vlada mafija, ki si pridržuje pravico, da v imenu tako imenovane lažne demokracije oblikuje vlado in tako mafijsko vlada ljudem. Upam, da ste zdaj dobili sliko, kaj se je pred kratkim zgodilo, in to se bo zdaj dogajalo enako tudi na lokalnih volitvah, ker je povsod isti ključ, isti ljudje, ista volilna DVK, Državna volilna komisija, ki jaz rečem mafijska volilna komisija, in povem vam v tem primeru sledeče. Doktor Peter Golob, ki je predsednik volilne komisije, ko je nam odločbo napisal, a ne, za naše člane, aktivne volivce in za pasivnega volivca Edema Fohatoma, a ne, je napisal odločbo in seveda na koncu pri negativni odločbi, kam se lahko pritožimo. In mi smo se pritožili, je pisalo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. In jaz ugotovim, da je ta isti človek, predsednik Državne volilne komisije, zaposlen tudi na Vrhovnem sodišču. Se pravi, njemu samemu, a ne, smo napisali pritožbo in potem v odgovoru je, veste kaj napisal, ja, pridobili smo si, to je bilo ne v 48, v 12 urah je prišel odgovor, pridobili smo si od Državne volilne komisije vso dokumentacijo in odločitev Državne volilne komisije obvelja. Samo tako, da boste vedeli, koliko je vse skupaj smešno. Zabavno je bilo. Ok, da živimo v mafijski državi. Naredil sem kratko pauzo, ker me zelo srce boli zaradi tega. Imam tukaj par člankov, poglejte. Pač je tako, kot je. To so članki iz rednih medijev. Demokratična oblika vladanja je, glejte, strpna oblika družbe. Mobokratska oblika, po drugi strani, je pa oblika vladanja, ki je daleč od strpne družbe. Normalno, zato ker se bojijo, da jih bomo dobili z roko v marmeladi.
Vso moč v državi ima v takem primeru mafija, ki vlada nad javnimi zadevami v nasprotju z demokracijo, pri kateri je moč v pristojnosti ljudi, ki izvolijo predstavnike v primeru resnične demokracije. Ker je demokracija namenjena strpni obliki družbe, prijazni obliki družbe, kjer je država servis, ki ga ljudje plačujemo, so javnosti podeljene enake pravice. Po drugi strani, pri vladavini mobokracije, to se pravi mobbing nad državljani, se pravi, mi sami sebi plačujemo torturo, mater smo neumni, a ne? So enake pravice zagotovljene tam v tistem primeru pa samo mafiji. S tem, da nam obljubljajo, ne vem, nebesa, a ne? Pol te pa z bičem natolče. Tukaj je še primer, še nekaj primerov iz dnevnega časopisja. A vidite, eden izmed teh tale na desni strani je datiran na 19, ne? 23.3.19. Ta primer pa, gledajte, je vredno, da vam ga vem, ker je v angleškem jeziku. In sicer to je članek enega skesanega mafica. Zdaj pa dobro poslušajte. Ime mu je Mauricio Prestieri in opisuje slovensko mafijsko mrežo, za katero pravi, da je to raj za mafijo. Slovenija je absoluten raj za mafijo. To je izjavil v intervjuju s pisateljem Robertom Savianom, avtorjem famozne knjige Gomora. Ok, v pogovoru pove, da v Sloveniji ni antimafijske kulture. Zato se mobsterji oziroma mafici lahko povsem svobodno gibljajo po vsej deželi. Prestieri dalje pravi, da lahko počnejo karkoli želijo, saj slovenska mafija nima kontramafije in ne pozna pravil. Ne pozna pravil. To pove človek iz prve roke, saj je v času, ko je bil še aktiven mafic, v Sloveniji živel 9 mesecev. Pravi, tukaj smo živeli povsem varno in še svoja prava imena smo lahko uporabljali. Tako da svojih ponarejenih dokumentov niti nisem rabil. Zgodbo nadaljuje in pove, da so v Sloveniji uradne institucije na plačilni listi drugih mafijskih združb, pa jim recimo drugih mobsterjev, ker govorimo o tej zadevi. Najpogostejši so ruski, srbski, italijanski in turški. Skratka, vsi, s katerimi smo nekako bližje obkroženi, turški sicer malo dlje, ob tem pa omeni tudi močno Albanijo, Grčijo in Črnogoro. To so tudi državne mafije, ki prav tako na veliko investirajo v Sloveniji, vsi pa investirajo v lokalne posle. Tako da boste vedeli, lokalni posli so županski posli. In poglejte, malo bodite pozorni, kdo bo imel močne kampanje in se vprašajte, od kje jim denar. Jaz sem dobil pred enim tednom, 14 dnevi, se ne spomnim natančno, ker čas tako hitro teče, vsaj meni, na mizo 2 izvoda ljubljanske revije iz občine, občinske revije. Ena je bila za mesto, druga je bila pa za župana, ki kandidira zdaj že katerič? Četrtič, ne? Četrtič, ja, da se menim, da je po zakonu samo 3-krat možno, celo dovoljeno, a ne? Se pravi, on kandidira četrtič in zdaj gledajte, mi plačujemo davke, plačujemo prispevke, plačujemo ne vem kaj vse in on si privošči za naš denar tiskati revijo za svojo promocijo. Vsi ostali kandidati, glejte, so absolutno diskreditirani, jih ni. A poznaš še kdo kakšnega kandidata v Ljubljani? Vsaj jaz ne sledim, ampak tudi če ne sledim, nekje slišim, nekje pride ven z neko reklamo in vidim, tako pa ne vidim nič. Ok, kar se tiče lokalnih poslov, to so vse mafijska posla. V vsaki vasi slovenski 220 občin, ne vem na pamet, koliko jih je, 212, hvala, 212 občin v Sloveniji, vsak je pod vplivom korupcije.
Prestieri pravi, nisem ekonomski strokovnjak za reševanje ekonomske krize, toda dobro je vedeti, da take posle lokalne teh držav plačujejo iz tujih držav v uradne institucije v Republiki Sloveniji. Prestieri je, da ne boste mislili kdorkoli, on je bil glavni asistent vodja neapeljskega šefa mafije, to se pravi, to je organizacija Komora, šefa Paolo Di Lauro. Prestierija je tožilstvo v Italiji preganjalo in so ga ujeli in ga tudi seveda obtožili za 30 umorov. To ni kar tak en človek, a ne? Ampak zato, da ni šel z rešetke, se je s tožilstvom seveda pogodil in pa s sodiščem in je sicer na prostosti, ampak dela pa v bistvu v dobro sodišča in pač daje informacije, kar mora. In tako je on na nek način to svojo zgodbo opisal v tem članku. Zelo zanimiva stvar. Zdaj bi pa vam zavrtel en kratek ironičen film, ker veste, da se družba ponavadi v takih težkih trenutkih, kad normalen državljan ne more ničesar urediti, ničesar narediti, kot je prav, ampak se dela pravzaprav vse narobe, vse mimo zakonov. Se mi zdi prav, da si pogledamo to, kar so leta 2016 naši ustvarjalci naredili. No, pa si poglejmo ta film. Poslanci Državnega zbora so na današnji seji začeli z razpravo o spremembi 2. in 3. člena Ustave Republike Slovenije. Besedili, ki govorite o tem, da je Slovenija pravna in socialna država ter da ima oblast ljudstvo, naj bi na predlog vlade malce spremenili. Pred Državnim zborom zdaj pozdravljam predsednika vlade, dr. Mira Cerarja. Dober večer. Gospod predsednik, kaj točno bomo po novem zapisali v ustavo? No, poglejte, vlada predlaga, da bi se po novem 2. člen Ustave Republike Slovenije glasil takole. Slovenija je pravna, socialna in koruptivna država. No, dobro, to dejansko tudi je. No, za 3. člen Ustave, kjer piše, da ima oblast ljudstvo, pa predlagamo, da ga zamenjamo z besedilom, ki pravi, da v Sloveniji vlada mafija. No, ampak kdo v resnici stoji za to spremembo ustave? Je to res vlada ali so to lobiji, da ne rečem kar mafija? Ne, tu ne gre za to, da bi kdo pritiskal na vlado. Vlada želi samo pravno urediti zatečeno stanje, nič drugega. To je isto kot črne gradnje. Če jih ne moreš podreti, jih legaliziraj. Hvala lepa, gospod predsednik. Gremo v Državni zbor, ta za spremembo ustave potrebuje 2/3 večino. Na vse kaže, da brez zapletov ne bo šlo. To je resna zadeva. Mafija. Ne moremo se kar tako šaliti, saj v mafiji veljajo določena pravila. Mi tukaj pa se jih ne držimo, ne? To je ta zadeva, ne? Hierarhija na vrhu piramide je boter ali šef, ki varuje interese družine. Ob njem je svetovalec ali konsiljere, pod njim pa več kapojev, ki imajo vsak po nekaj vojakov in vse gre v potrditev na višji nivo. Rekel je takole. Namreč on je prišel k njemu, pač ker ni mogel dobiti službe, ne? On pa je odgovoril, naj se ne sakira, Marlon Brando pa reče, I will make him an offer, he can refuse. In mislim, da je to tudi način, na katerega se je to ustavo spreminjalo, ne? Tako. Vidim, da kolega Tanko seveda našega ozemlja, ki smo ga določili, itak ne spoštuje. Vendarle smo se dogovorili, da je Ljubljana naš teritorij, njemu stane Ribnica. On pa si je prvoščil, da je privlekel Suhorobo direkt na Tromostovje. Gre za prvo vrstno svinjarijo in kraj intelektualne lastnine. In tukaj smo mi številka 1. Slovenska demokratska stranka se trudi že več kot 25 let, da bi mafija zavladala tej družbi. In zdaj pride predsednik vlade in ukrade to našo idejo.
Jaz sem tole suho robo včeraj zvečer probal in je bila dobra, sem jo dal probati tudi kolegici Violeti, ona je rekla, da je v redu. Eni so bili zdaj zelo zadeti, drugim je bilo pa bed. Tukaj v drugi fazi imam še en kratek film, ki pa ni zaigran, ampak je resničen. Ko danes govorimo že o drugi sanaciji slovenskih bank, ko govorimo o bančni luknji, ne govorimo o bankirjih, ki so jo povzročili, ne govorimo o članih uprav v teh bankah, ne govorimo o članih nadzornih svetov v teh bankah, ne govorimo o sodnikih, ne govorimo o preiskovalnih organih, ki so to omogočili svojim sodelovanjem, svojo neaktivnostjo. Ne govorimo o teh, poimenujmo jih s pravim imenom. Mafija. To je mafija, ki je Slovenkam in Slovencem direktno iz njihovih žepov ukradla milijarde evrov denarja. Ti ljudje, ki so bili danes izpostavljeni, to je mafija. Delujejo kot mafija, organizirani so kot mafija in kar je najbolj bistveno, ne odgovarjajo pred zakonom kot mafija. Skratka, danes govorimo o mafiji, ki je Slovenkam in Slovencem zaradi kraje denarja ukradla tudi prihodnost. No, temu se reče mobokracija, kjer državljani nimamo nikakršne besede, čeravno imamo v ustavi zapisano, da je Slovenija demokratična država. No, poglejmo si, kaj je v ustavi zanimivo, kar bomo danes še v filmu potem proti večeru videli. Glejte, to je Ustava Republike Slovenije in v 90. členu Državni zbor zapiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj 40.000 volivcev, in potem našteva, tako kot vidite na zaslonu, in pridemo do druge alineje o zakonu o davkih. Vse to je v redu, ampak tukaj govori zakon o davkih. Kaj pa zakon o davkih govori? Posebej je pa povsem druga zgodba. Tako da vam povem, da zakon o davkih, kjer govori o davkih na dohodek, je nezakonito in še marsikaj drugega je nezakonito, ampak to gre za mafijska posla. Zanimivo pri 90. členu je, kdaj je bil spremenjen. Torej, ta 90. člen je bil spremenjen, mislim, da 31. maja 2013. To je zdaj 9 let od tega. Te spremembe, to je bil 31. maj 13, so povsem spremenili ureditev zakonodajnega referenduma. Torej, ljudje nimamo več pravice govoriti o obrambi države, o varnosti ali odpravi posledic naravnih nesreč. V naravne nesreče so zajete tudi tako imenovane te bolezni, ker vse to se je pripravljalo že takrat za leto 2016, a jih je takrat Trump zašil, ker je bil izvoljen. Vse se je pripravljalo, ta COVID varianta, že veliko prej. Tukaj piše tudi prepovedan referendum, zakon o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema in za izvrševanje državnega proračuna. Se pravi, tukaj si država lasti totalno krono, ne more noben od ljudi nič reči, niti referendum, niti ljudi, ampak denar nam poberajo in delajo z njim, kar želijo. To je povedan tle noter. Zakon o ratifikaciji mednarodnih pogodb. Pišejo pogodbe brez javnega posvetovanja, brez širših razprav javnih, kakor se kjermu zlub, pa za kakršenkoli znesek se kjerem zlub, pa za kakršnokoli robo ali pa karkoli delajo, to je za njih legalno, mi moramo biti pa tih. Pol pridajo pa ven, da so kupili maske, kamioni so zgubili in si mi natikamo maske z gumicami, pa iz serviet narejen, pa preluknan z luknjačem. Potem o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic. Ni referenduma, mi nimamo kaj o človekovih pravicah govoriti, zaradi tega, ker nam jih oni dajajo.
in o temeljnih svoboščih in drugo protiustavnost. Temeljne svoboščine in drugo protiustavnost. A veste, da ta člen je čist proti ustavi pisan. Ne? Zdajle pogledajte, prvi odstavek 15. člena pravi, vam bom prebral na glas, sam sekundo, človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Tukaj pa pravijo, da mi nimamo možnosti referenduma narediti za človekove pravice in skratka, neumnost na neumnost. Tako da ta člen je samemu sebi v tem noter v nasprotju. Torej, moje osebno mnenje je, da se imena zakonov v ustavo ne more dati. Zaradi tega ne, ker mora zakon biti v skladu po 153. členu ustave, mora biti v skladu z ustavo. Tako pa, če je že v ustavi, ne more biti v skladu z ustavo, zaradi tega, ker v bistvu ga delajo izven ustave. Ampak, ker je v ustavi, ga sploh ne moreš oporekati. Oni v ozadju lahko delajo kar čijo. To so te pritlehne finte, te mafijske finte slovenskega politbiroja, bom rekel, in vseh mafijcev, ki so gor, ki želijo vladati, in ravno v teh točkah nam zavežejo usta pri volitvah in pri referendumih, ki so najbolj občutljivi, pri pravicah in pri denarju. Z nami delajo kot svinja z mehom. Tale plutokracija, glejte, to je depopulacija in v Sloveniji je žal tako absolutna plutokracija na račun bogatih ljudi, ki so od zunaj, od Vatikana do Amerike, do drugih, do Svetovne banke, do Evropske banke, ECB in tako naprej. Davki na prihodke, ki so absolutno nezakoniti. Mafija vlada kakor če, ker nima niti konkurenčnosti, ker se sami med sabo vse zmenijo. A se spomnite, ko je bilo cepljenje, pa ko so bile maske, naenkrat ni bilo več opozicije pa pozicije, vsi so se naenkrat vse strinjali, vse je bilo zmenjeno. Meni se je zdel, zdaj mi je jasno, seveda, zdaj sem razumel, seveda, zdaj to, ker pač je to ena mafija, ne, in se zmenijo vse za svoj žep, vsi si razdelijo teritorij, denarnico, banko in to je to. Kar se tiče inkontinence, bom povedal eno zanimivo stvar, plenice kot posel stoletja, zato sem to temo načel. Zaradi tega, ker iz tega delajo biznis, iz vsega tega, kar nam ljudem počnejo, je človek nervozen, zboli, ga ne pustijo niti v prostore. Se spomnite, eno leto nisi mogel niti na stranišče, če si šel v mesto, ker so bila stranišča zaprta, WC-ji zaprti, gostilne so bile zaprte, sploh nisi mogel, če nisi imel PCT-ja, pa če nisi imel nekih papirjev. En človek, zelo vpliven v svetu, pravi, da ne gre za depopulacijo, ampak da gre za propad prebivalstva in da to se vidi na porabi plenic. Zdaj si morate misliti, koliko so ti ljudje pokvarjeni, da zanikajo depopulacijo in rečejo, da to ne gre, gre v bistvu za samo propad prebivalstva in tako naprej, ljudje so sami krivi. Pa to se pač vidi po plenicah, toliko je otroških plenic manj v svetu, toliko jih je pa več. Pa si poglejmo ta kratek video, kaj ta človek pravi na enem od intervjujev, to je bilo 2 ali 3 dni nazaj. No. What do you think is the biggest threat to mankind right now? So the biggest threat right now is population collapse, the super low growth rate. Don't we have an overpopulation problem? No, we have an underpopulation problem. Really? Yeah. Why do you say that? This is the most commonly misunderstood situation. Yeah, they definitely push that we have a overpopulation. Yeah, why is that? No. What we face is population collapse. Collapse. Like, people have no idea how fast the population is going to collapse. Japan is pretty far along in that. Like, Japan actually lost like 600,000, went down by 600,000 people last year. So why are we spewed with all this BS that, we're overpopulating, but the population's growing, right? No, it's not. Like, one metric to track is the ratio of adult diapers to baby diapers. Like, at what point does a country have more adult diapers than baby diapers? And like, Japan went past that point over 10 years ago, I believe. Whoa. Jaz, če želite, vam še enkrat zavrtim, menim, da ni potrebno. Ampak en tak človek, gledajte ga v faco, a ne? A veste, ljudje, ki ne razmišljajo svojo glavo, bodo nekemu svojemu idolu ali pa enemu človeku, ki je na taki poziciji s toliko denarja, ki ga imajo za toliko pametnega, bodo verjeli. Bodo rekli, tako je, kot je on rekel, se ima vse informacije, se ima ves dostop in
govori, ne, še ta dva sta bila, pa je oba zbegal. Jaz sem se režal, ko sem ga poslušal. Katera je največja nevarnost, s katero se človeštvo sooča danes? A ne? On pravi, da je super nizka rodnost in propad populacije. Pa ga vprašate, imamo težavo s prenaseljenostjo? Ne, nimamo. Imamo prenizko naseljenost. Kako to? Ali se ne poudarja povsod, da je zemlja prenaseljena? Soočamo se s propadom populacije. To merimo z upadanjem otroških plenic in tako naprej. Potem pove primer Japonske. Kaj pa je resnica? Zdaj pa gremo malo naprej pogledati. Gre v bistvu za inkontinenco. Čisto na kratko, inkontinenca za tiste, ki ne veste, a ne, ali pa niste še imeli tega primera, je izguba nadzora nad mehurjem, je pogosta in pogosto neprijetna težava. Resnost sega od občasnega uhajanja urina, ko se kašlja ali človek kihne, do želje po uriniranju, kadar to nenadno in močno pride, pa da ne pridete pravočasno na stranišče. To je bilo v letu 2 velik problem za ljudi in to je cel svet imel s tem težave. Čeprav se s staranjem pojavlja pogosteje, urinska inkontinenca ni neizogibna posledica staranja. Če urinska inkontinenca vpliva na vaše dnevne aktivnosti, ne odlašajte z obiskom zdravnika, samo nasvet. Pri večini ljudi lahko preproste spremembe življenjskega sloga ali prehrane ali zdravstvena oskrba odpravijo simptome urinske inkontinence. In če človek to ima, potem pač rabi plenice. A ne? Plenice rabijo tudi otroci. In to je zdaj največji biznis. In ker je to Elon Musk in je očitno vložil v neko firmo za plenice in on zdaj reklamira, da v bistvu ni depopulacije, ampak je kolaps svetovnega prebivalstva. In kaj pravi? Glejte, tukaj te plenice se distribuirajo po raznih kanalih. Glede na distribucijski kanal predstavljajo to pač lekarne kot največji segment, saj se večinoma nahajajo v in ob stanovanjskih naseljih, zaradi česar predstavljajo priročno nakupno mesto za potrošnike. Potem so pa še sledijo trgovine z mešanim blagom, recimo spletne trgovine, ti trgovski centri in tako naprej. Kar je zanimivo pri regionalnih vpogledih, pri inkontinenci in pri uporabi plenic na geografski fronti uživa največji vodilni položaj Severna Amerika, kjer prodajo največ plenic za odrasle. Tako da boste vedeli, v kjer trg morate vložiti, zato ker če vam Elon Musk reče, da pač je treba plenice zdaj, da je to velik trg, vam samo povem, v Severni Ameriki vložite v eno lekarno, ki plenice prodaja, ali pa v eno fabriko, ki to dela, pa boste pač imeli dobre tanteme. No pa si poglejmo, če je res vedno manj ljudi, tako kot je rekel Elon Musk. Tukaj je tabela, globalna tržna vrednost plenic za odrasle v letih 16 do 21. Ok, to se kar se tiče plenic, potem pa pogledamo populacijo. Plenice rastejo, pomeni, da tudi populacija raste. Poglejte, kako raste populacija. A ste imeli predstavo? Čakajte, vam to malo povečal, cifre, da boste videli. Evo, 2020 7,8 milijarde, ne? Ok. Tu potem pa gostota naseljenosti in letne spremembe, pa druge stvari v tej grafiki. In potem še kako ta graf strmo gre gor, ampak gledajte, tam se je pa malo ustavil. In zdaj, ker se je malo zavihal, se ljudje samo uničujemo, tako kot je rekel. Kar naenkrat, sam vprašanje, kaj je razlog temu. To se jaz vprašam med drugim. Naj vam povem eno novico, danes se je rodila deklica na današnji dan, ki šteje 8 milijard. Punčka se je rodila točno na 8 milijard in to je bilo danes. Jaz sem pogledal števec in tukaj se vidi. Z današnjim dnem nas je 8 milijard, tako da če bo kdo vprašal, koliko nas je na zemlji, če pride kak Marsovec, rečete 8 milijard plus raste. Poglejte, ne verjamte, ne medijem, ne vsem tem medijskim mogotcem, ki govorijo res neumnosti, včasih pa tako stvar ustravijo, da človek ne ve, a je on priseben ali kako je. Če pa že pa obrnete na glavo ali pa pejte informacije preverjati.
Lepo prosim, informacije, za katere čutite v sebi, da je čudna, ne verjemite, pejte preverjati. Imate vsa orodja na tem svetu, imate ljudi, skupaj smo tudi v društvu, lahko te kaj vprašate. Tukaj smo, da si pomagamo in da, če so dve informaciji srečate z različnih koncev enaki, pomeni, da je ok, če pa ne, pa pač iščemo naprej rešitve.